Mislim, da je več akterjev kot kadarkoli do zdaj zavohalo, da je lahko po volitvah viseči parlament. Ene par zelo zagrizenih, zelo socialistično opranih mulcev, ne, oziroma pač mladincev, in pa neka prastara garda nekih nostalgičnih jugokomunistov. Na robi, tukaj imaš glasove, samo da ne boš pole rekel, da smo te mi ovirali, zdaj pa izpolni v praksi. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Sicer pa Peter kar v akcijo, ne? Najna prva tema tega tedna je povezovanje desnega centra. Pred kamere so šli novi predsedniki, ne? S tem, da ima eden še novo stranko, Fokus Marka Lotriča, sicer pa Jernej Vrtovec, NSI in Tina Bregant, SLS. Poglejva najprej, kaj so imeli ta teden sporočiti slovenski javnosti, pa potem pokomentirava. Podajo, ne? Trojček, ki je tukaj pred vami, daje novo upanje, da se lahko zoblikuje drugačna koalicija, ki si jo Slovenija zasluži. Kaže, da smo zreli za preseganje razlik, hkrati pa dobro zasidrani v našo tradicijo, v naše vrednote. Stranke ohranjamo svojo identiteto, a delujemo skupaj in povezano. To je nova, stabilna in odgovorna razvojna usmeritev, politična alternativa, kateri cilj je oblikovanje prihodnje razvojne vlade. Zdaj, prvo, kar bi jaz rekel na tole, je prepričan sem, da je to prvi korak, zakaj bom še razložil, samo prvi k močnemu političnemu projektu na desni sredini, ki v bistvu krepi v trenutnih političnih razmerah blagovno znamko NSI in jo po mojem, tudi glede na neka merjenja javnega mnenja, postavlja oziroma utrjuje na 3. mestu. Zakaj v trenutnih političnih razmerah vendarle je, kar še nekaj poti do volitev, več kot 4 meseci. Tudi prepričan sem, da si na nek način NSI daje z temle recimo uspehom, ne, čeprav je šele prva faza nekega uspeha, tarčo na glavo. Ne. Pričakujem, da po takšnih napovedih, ki stranki koristijo, verjetno pride spet neka reakcija Svobode, najbrž v neki pogreti obliki, spet afera Knovs, Dars ali kaj takega. Mislim, da to postaja predvidljivo in da bodo tudi ljudje počasi dojeli, da prepoznali, zakaj pravzaprav gre v predvolilnem boju, pa vendarle. Ne. Ko govorim o krepitvi blagovne znamke, mislim, da je že pozicija govorcev povedala pravzaprav v posnetku vse. Kogarkoli si gledal, Vrtovca, Bregantovo ali Lotriča, je bil v ozadju najbolj dominanten logo NSI. Ne? Gre torej za idejo uveljavljene parlamentarne stranke, ki se ta hip povezuje z dvema zunaj parlamentarnima in po mojem v grobem pošilja 3 signale. Prvič volivcem celotnega bloka, desne sredine, da obstaja neko realno upanje na drugačno vlado. Potem pa 2 sporočili volivcem NSI. Eno je, ne, da druge stranke na polu očitno prepoznavajo povezovanje pod njihovim plaščem kot smiselno. Tu morda tudi omenim Anžeta Logarja, ne, ki o sodelovanju in povezovanju bolj govoril do te točke, medtem ko to Vrtovec ta teden počne pred kamero. In v povezavi s tem kot 3. točka, 3. signal, da se stranka ambiciozno, ne, potem ko je še nekaj mesecev nazaj delovalo povsem drugače, vendarle ozira proti tistim 10 mandatom, ki so tako zelo dolgo želen cilj. Ne. Ja, novo upanje je povedal Jernej Vrtovec in glede na to, kako dolgo pravzaprav smo na desnem bloku čakali na nek takšen nov projekt, ki bi dejansko lahko bil uspešen. Mislim, da dejansko gre za novo upanje. Zdaj, res da smo imeli Povežimo Slovenijo na prejšnjih volitvah, ampak mislim, da bo ta projekt bistveno drugačen od Povežimo Slovenijo. Je res, da gre za prvi korak, ali bodo naslednji koraki uspešni, mislim, da bo ključno v prvi vrsti od 2 oziroma od vsega skupaj v resnici od enega pogoja in sicer ta pogoj so egoti. Ne. V politiki se mi zdi, da je ogromno egotov in če bodo 3 gospodi oziroma 2 gospoda in gospa, ne, in še en kup, bom rekel, ljudi okoli njiju, uspeli te svoje egote dovolj potlačiti, da bodo zmožni nekega resnega sodelovanja, potem mislim, da je to lahko zelo uspešna zgodba. Druga zgodba, kjer vidim še potencialno tveganje, ki je povezana z egoti, so okraji. Ne? Torej, ko
bo treba dejansko podpisati pogodbo oziroma doreči točno, kateri kandidat bo kandidiral v katerem kraju. Takrat se lahko dejansko pokaže test, ali je ta koalicija zares uspešna ali ne. Je pa mislim, da res v smislu alternativa, ker predstavlja neka desno sredino, ne? Ironično sicer jo je, kako že RTV označil za povezovanje desničarskih strank. Ne? Tu je zanimivo, Rok Šuligo je novinar, ki sva ga v zadnjih tednih omenila, enkrat v kontekstu tega, da je na RTV lansiral ravno to afero obvodno financiranje NSI, ne? Drugič pa, ker je gledal mirno kolegico Tarče, kako zapušča pisarno odvetnika predsednika vlade, je tokrat, mislim, da v sredinem dnevniku poročal o tem povezovanju in opremil prispevek z naslovom povezovanje desničarskih, torej ne desno-sredinskih, pač pa desničarskih strank. Ne. Ja, tako da v tem kontekstu mi je pa logično po svoje, oziroma je normalno, da Nova Slovenija kot bistveno močnejša stranka od obeh. Ne. Zdaj, če gledamo neke analize, Nova Slovenija potegne nekje 6-7% ta trenutek, ostala dva partnerja okrog enega. Ne. To je zdaj zelo zanimivo, ker si rekel 6 ali 7, se pravi tudi tam 6-7 poslanskih mandatov. Jaz sem prej omenil oziranje proti 10, morda bi samo odkje ta moja teza. Ne? Ja. Nastop Petra Gregorčiča na evropskih volitvah. Mislim, da je aktiviral ravno nekje okoli dodatnih 30,000 volivcev, to so takrat pokazali rezultati. 32,000 je imel preferenčnih glasov. Desnega centra, za katere obstaja teorija, da pravzaprav na volitvah predtem najverjetneje niti niso sodelovali oziroma so ostali doma. In ti volivci, zdaj se navezujem na te, potrebujejo neko novo upanje. In mislim, da je ravno to upanje nek ključni politični kapital te nove povezave okoli NSI. Tu imaš 3 novo izvoljene, sveže potrjene predsednike desnega centra, ki dajejo vtis, da so vsaj do te točke pripravljeni narediti vse, da glasovi njihovih volivcev marca ne bi šli v nič. Ne? Ja, jaz bi dodal še nekaj, in sicer takšno povezovanje je lahko v politiki zelo koristno ali pa zelo tvegano, ker oba veva, da v politiki, ko ti povezuješ določene liste, je 1+1 lahko 3, lahko 4, lahko je pa tudi samo 1,2 ali pa 1,5. Ja. Zakaj? Zdaj, odvisno od tega, na kakšen način je to povezovanje speljano. Kot prvič, mislim, da je ključno, da se vsi, ki se povezujejo v tem povezovanju, dobro počutijo. In vsaj za enkrat, mislim, da pri vseh 3 je dovolj te cone udobja. Druga stvar, liste morajo biti med sabo dovolj sorodne, kajti če so dovolj sorodne, dobimo to sinergijo, da ljudje, ki bi razmišljali, ki bi cincali, ali bi volil SLS, ali bi volil NSI, ali bi volil morda Fokus, ne, pa potem razmišljali, ali bo sploh kdo od njih prestopil parlamentarni prag, ali ga ne bo, ali bolj ziher, da damo glas nekemu večjemu hegemonu, zato da glas ne bo šel v nič, ne, bodo zdaj imeli po eni strani garancijo, da taka skupna lista zagotovo pride v parlament. Po drugi strani, pa če so dovolj sorodni, tudi ne odbijajo volivcev v smislu, da bi volivec NSI-ja rekel, se jaz sicer bi volil NSI, ampak ne bi pa zraven volil SMC-ja. V smislu SLS je pa verjetno dovolj blizu, da bi to šlo. Ne? In hkrati predstavlja pa še neko tako, zdravo tekmovalnost, ker bodo recimo v različnih okrajih, v nekaterih NSI-jevi, v nekaterih SLS-ovi, v nekaterih Fokusovi kandidati, ki bodo pa rahlo tekmovali za volivce. Torej bodo v bistvu v svojih okrajih delali morda bolj aktivno volilno kampanjo, kot če bi recimo samo znotraj ene stranke pač to tekmovanje bilo, ker bo tudi manj predvidljivo, kateri poslanci bodo zdaj zagotovo izvoljeni. NSI ima precej predvidljivo, kateri so izvoljivi okraji. Če dodamo SLS, se lahko ta izvoljivost okrajev tudi spremeni. Jaz bi dodal 2 zadevi, tukaj bi se navezal na te, neka relativna vrednost, ki jo vsaka od strank prinaša sabo, torej NSI tega uveljavljenega partnerja parlamentarnega, ne, potem pa SLS preveč prezrto, ne, kljub desetletju in še malo več odsotnosti iz parlamenta, vstopa v to povezavo z najmočnejšo lokalno mrežo v državi, še vedno imajo 15 strankarskih županov in še 15 teh, ki so jih podprli. Ne. Trojčku prinašajo neko dimenzijo podeželja, kmetijstva, na drugi strani Fokus Marka Lotriča izjemno kompatibilen z osrednjimi sporočili Jerneja Vrtovca. Bolj urbano, bolj podjetniško, poslovno okolje in tako naprej. Ne. Drugo, ker si omenjal pa vendarle vijugasto pot do končnega dogovora in do skupne liste, tule opozoriva, 2 ločeni pismi o nameri.
tukaj je še vedno odprta možnost, da na koncu dogovor skleneš samo z enim. Ne? Malo bolj zapletena situacija je ta hip po vseh informacijah z SLS-om kot s Fokusom. Nek del, recimo, če malo poenostavim, SLS-a lokalni bolj gravitira pod plašč SDS-a, tudi iz lastnih interesov, seveda, ne, političnih. Bi pa rekel, da je morda, ne, opazil sem tudi X Janeza Janše, ki je nekako povezavi zaželel naj jim uspe do marca, ne, tudi izkušnjo tega ohlajanja Janeza Janše do povezave recimo z SLS, ne, vendarle evropske volitve 2 nazaj, ne, ko je šel z Francem Bogovičem, mu je SLS na nek način v narekovajih odščipnil en mandat evropskega poslanca in SDS dobila 2, ne, ko so šli na zadnjih evropskih volitvah sami, so dobili 4, ne. Tako da mislim, da dejansko tule NSI ne pobira nekih priveskov in ostankov, ne, ampak dobiva nove dimenzije v bistvu, lista, ukolikor do nje pride. Ne. Še dodatno je SDS prejšnji vikend imela neko, ne vem točno, kako se temu pri njih reče, svojo neko sejo Sveta stranke, če se ne motim, ne, z nekimi 700 udeleženci, kjer so bolj ali manj postavili oziroma zaprli kandidatno listo, sicer je to tajno, tako da v bistvu nimamo še nekih informacij zdaj, kdo so kandidati v posameznih okrajih, ampak ko je enkrat kandidat za posamezen okraj določen, pomeni, da ga je težko, ne, recimo zdaj, sploh, če govorimo o nekih bolj izvoljivih okrajih, bolj mamljivih okrajih, recimo prid z nekim, recimo tem, ki so v SLS-u zagovarjali sodelovanje z SDS-om, da bi recimo pač izrinili neke SDS-ove kandidate, ki so zdaj že določeni za neke ključne okraje. Mimogrede, ker si ravno omenil ta svet stranke SDS in zapiranje liste, pa da v bistvu uradno ne vemo, kaj se je zgodilo in katera imena so gor, zdaj neuradno naj bi bil, ker sva to omenila v eni od prejšnjih epizod, še vedno tudi po tem svetu stranke na listi tudi Andrej Hoivik, tako slišim, kvečemu z drobnim vprašanjem, kolikor bi do marca sam ocenil, da morda pač terja prevelik angažma oziroma preveč ogroža njegovo zdravje, pač še en celoten mandat in tudi konec koncev ta kampanja, ki je pred nami. Ne? Ostajava midva sicer pri kongresih, pri povezovanjih, preimenovanjih in tako naprej. V soboto minulo, ne, je najprej Anže Logar imel programski dogodek, potem je v nedeljo se Miha Kordiš z Mi socialisti postavil z rdečo buciko na zemljevid. Ne? In potem, ne, je še Karel Erjavec povedal, ta je morda presenetljiva najbolj, da se povezuje z Dejanom Kalohom, ne? Z nekom, ki je iz desnega centra in SDS-a šel na desno margino za suverenisti, ne, in se zdaj bi si trdil, ne, upal trditi, da se vrača celo prav na trdo levico s Karlom Erjavcem v bistvu. Ne. Poglejva, morda, preden pogledava, dodam še to, da tudi Vesna imela ta vikend kongres in znova potrdila oba sopredsedujoča. Kaj bomo marca 2026? Zmagali! Ciljamo na 20+. Če je vprašanje, ali imamo možnost uvrstitve v parlament, ja, vsekakor. Da bo stranka Karel Erjavec, stranka zaupanja, skupaj suvereni postala v naslednjem letu parlamentarna stranka. Gospod Karel Erjavec pa bo, če se malo pošalim, začel malo skakati, kot karikiramo radi vsake paštete, tako da njegova prepoznavnost ni sporna. Zdaj, če greva mogoče kar po istem vrstnem redu, bi se jaz najprej ustavil malo pri Anžetu Logarju. Zdaj, slišal, oziroma tako opazoval sem, katere glavne vsebinske poudarke bodo mediji našteli iz tega njegovega programskega dogodka in potem manj ministrstev, ukinitev obrambnega holdinga, torej Dovos, tega projekta Damirja Črnčeca in obvezno 2-mesečno naborništvo v vojski in policiji. Bom rekel v tujki valid points, vse ok, ne? Samo sprašujem se, ali je to dovolj za profilacijo nove stranke, namreč meritve kažejo. Po eni strani ni na medija, da tam, kjer vprašaš volivce skupaj z imenom, demokrati Anžeta Logarja ime še vedno izrazito vleče, zato postavljam tudi tezo, da bo pridobival skozi soočenja. Ne? Po drugi strani, to pa je medijana, ki ga meri skoraj pol nižje, stranka kot demokrati, brez imena ustanovitelja, nima večje prepoznavnosti. Zdaj, manj ministrstev, debirokratizacija se je po mojih izkušnjah znajdla še v vsaki koalicijski pogodbi od leta 1991, mal pretiravam za namen karikature, tako da tukaj pridobiti
neke nove simpatije ne bo šlo. Ukinitev obrambnega holdinga in obvezna naborništva, pa kakor so zelo realne zahteve programske, so tudi izjemno neprivlačne, ker čustveno ne vpletajo Slovencev. Tako da imam določene dvome glede tega, kako se zadnje tedne loteva Anže Logar komunikacijskega vidika, pa bi samo še to dodal, novomeška tragedija, to sva že rekla, da je zamudil, podobno kot tudi Vladimir Prebilič. Nisem pa tudi prepričan, kako odzvanja predvsem tam na jugovzhodu Slovenije dejstvo, da so se potem demokrati, se pravi Eva Irgl, Tine Novak in Anže Logar v parlamentu postavili kot edini ob Mihi Kordišu, ki so prav izrazito glasovali proti Šutarjevemu zakonu. Ne? In tule morda dajem prednost tej drži SDS-a in NSI-a, ki so rekli, na Robi, tukaj imaš glasove, samo da ne boš pole rekel, da smo te mi ovirali, zdaj pa izpolni v praksi, kar si obljubil. Ne? No, jaz mislim sicer, pa se bom vrnil na program, ampak imam tukaj malo drugačno mnenje od tebe glede pozicije Anžeta Logarja. Jaz mislim, da se je pri Šutarjevem zakonu pravzaprav taktično pozicioniral. Zakaj? Ogromno strokovnjakov pravnih se obrega ob Šutarjev zakon, ob razrahljana določila, ki so recimo neke pravne varovalke, ki veljajo zdaj za celotno Slovenijo. Ne? Torej, v bistvu neka večja represija je možna, ne? Zdaj ob dejstvu, se pravi zakonsko možna, ne? Ob dejstvu, da pač delovanje policije pa tako in tako pravzaprav politično usmerja politika v smislu, ali daje signal, naj se ukrepa ali ne. Se pravi, policija, marsikdo opozarja, no, od pravnikov, da je policija večino pristojnosti, ki jih je potrebovala, že imela prej, pa jih pač ni zares izvajala. Ne. Tako da v tem kontekstu razumem pozicijo SDS-a in NSI-ja, razumem pa tudi pozicijo Logarja. Pravzaprav kot poslanska skupina s 3 poslanci ni mogla resno zaustaviti, recimo v tem smislu Šutarjevega zakona, tako da mu Robert Golob zelo težko na soočenjih očita, da recimo on blokira učinkovito naslavljanje varnostne problematike. Hkrati pa, če se pride do situacije, ko pa bo recimo policija pa presegla ta svoja oziroma presegla to, kar si mi predstavljamo, da naj bi policija počela, če bojo recimo te novi zakoni to omogočali, bo lahko Anže Logar rekel, lejte, se sem jaz opozarjal, oziroma v tem smislu se diferencira, kar si mislim, da že ves čas želi, nekako nagovarjati tiste bolj izobražene, bolj tukaj sofisticirane volivce, ne, ki da jim to morda kaj pomeni. Tisto, kar sem si jaz bolj vizualiziral, preden sem komentiral to zadevo z Logarjevega vidika, je, kaj bi tisti trg novomeški, tistega torka, ko je bila tam vlada skupaj z župani, rekel, če bi na velikem zaslonu slišal Anžeta Logarja, ki bi jim že tisti večer rekel, jaz pa tega zakona ne bom podprl. Ne? In mislim, da bi bilo žvižganje na veliko. Ne? Jaz mislim tukaj, da razumem tudi župane, recimo, ne, čeprav se mi zdi, da se bojim, no, iskreno, pa sem zelo za to, da se začne končno resno naslavljati varnostna problematika na Dolenjskem, ne, ampak se bojim, da pravzaprav ta Šutarjev zakon ne bo... Ampak ko Šutarju itak še bo... Ja, ne, da ne bo tisti, ki bo recimo... Mislim, da prinaša več tveganj morda kot koristi glede na okoliščine. No, ampak če se vrnem nazaj k programu, ne, dolgo smo pričakovali, Anže Logar je napovedoval več mesecev, da prihaja ta programski kongres. Že itak se demokratom očita, češ, da so stranka brez barve, vonja in okusa, in v tem kontekstu sem bil nekoliko razočaran, ko sem pričakoval, da bom v njihovem programu videl nekoliko več konkretnega, no, pa so prišli sicer z nekaterimi konkretnimi napovedmi, recimo vključno z širokopasovnim internetom v vsa gospodinstva do leta 2028. Po mojem, ki še naviran tova lista je že kaj tazga obljubljane. Hkrati pa je na en kup področjih ta program napisan bolj kot nek spisek visoko letečih želja, brez nekih konkretnih ukrepov, in mislim, da bom Anže Logar mogel še mal pilt ta program. Me je pa pozitivno presenetil, recimo v smislu, vendarle je na tem programskem kongresu predstavo kar nekaj, bom rekel, strokovnjakov. Ja, to pa je. Ja. Ali so to kandidati, ali bo kandidati za poslance, ali bo to kandidati za ministre, je drugo vprašanje. Mislim, da jih je nekako artikuliral kot kandidate za ministre, pa Mastena recimo za finance, pa Oblja za pravosodje in tako naprej. Tukaj je nekaj močnih imen. In v tem kontekstu mislim, da je, recimo, je pokazal neko moč, recimo, pa neko novost, pač, ker je, bom rekel, če gledamo kvaliteto ministerskih kandidatov sploh še v zadnjem mandatu, pa drastično upadla. Ne? Tako da neko
višjo ponudbo na ta način ponuja program, pa se mi zdi nekoliko razočaranje. Zdaj, Okay. Toliko logarjev. Ne? Miha Kordiš, jaz bom tukaj kratek. Eno, kar se mi zdi, da je skoraj že ujel, pa smo dejansko šele na začetku kampanje, je ta prag za financiranje. Jaz mislim, da Miha Kordiš pač glede na pozicijo, v kateri se je znašel po odhodu, izgonu pravzaprav iz Levice, rešuje, kar se rešiti da. In mislim, da z nekim 2% rezultatom, ki mu ga jaz ta hip tam nekje 1,5 pa pol 2 pripisujem čisto realno na volitvah, morda pa celo nekaj več v finišu, bo solidno živel. Še nekaj nadaljnih let. Ne? To je to. Drugi moj komentar glede tega bi se pa navezal na preteklo epizodo. Jaz sem postavil tam teorijo, da pa zdaj s Kordišem je pa to štirikotnik ali pa kocka, če želiš, ne kvadrat. Nekdo v tem štirikotniku SD-ja Levice preroda, tudi ki je zelo z Prebiličem klavrno začel po ustanovitvi stranke, komunikacijsko po mojem, in Kordiša ne bo preživel. In še vedno trdim, ne, da od teh etabliranih strank bo to Levica, ki bo v izjemno hudih težavah. Tokrat celo v bistvu za razliko od preteklih mesecev tako Mediana kot Nina Media dejansko potrjujejo moje slutnje, da ima Levica tudi potem, ko je osebni rating Luke Meseca padel zelo nizko, izrazite težave z obstojem na političnem parketu. Ne? Ironija je, ne, kako je pravzaprav Levica izpolnila, po moje, z najmanj poslanci v zgodovini izpolnila največ programov v zgodovini katerekoli slovenske vlade, ne, kar me sicer srce boli, da gre v to smer, ne, ampak dejstvo je, ne, hkrati pa se kljub temu bolj oddaljila od svoje temeljne baze. Ne. To je neka ironija stranke Levica, ali bo uspela izpasti iz parlamenta ali ne, si ne bi upal ta trenutek napovedati. Morda bolj, kaj bi si upal napovedati ta trenutek, je rezultat Mihe Kordiša. Ne? Miha Kordiš je na predsedniških volitvah, ko je nastopil kot predsedniški kandidat, osvojil, mislim, da 2,4-2,5%. In to je verjetno tudi, se mi zdi, njegov osebni realen domet in tudi domet njegove stranke, kjer... Pa rekel tako, ne, glede na to, da s podobnim volilnim rezultatom nek ozek krog ljudi, recimo znotraj SLS-a, ne, že desetletje uspe nekako biznisirati, živeti od tega 1,5%, ne, sta 2% ali pa 2,4% recimo za Miho Kordiša super rezultat v bistvu. Vsekakor, mislim, da bo lahko dobro sam živel še nekaj časa na račun davkoplačevalcev, na račun tega, hkrati izvajal te svoje... akrobacije. Ki bi bile, recimo, konkretno, če se na Češkem bi bilo to zdaj po novem prepovedano, ne? Torej, slavljenje komunizma in nacizma, ne? Zdaj, ok, Kordiš sicer ne nacizma, ampak tudi komunizma, ne? Je na Češkem od nedavnega prepovedano, ne? Tako da, to kar mi je še padlo v oči, no, se mi zdi, da je bila pa ta kombinacija udeležencev kongresa, ne? Torej, bom rekel po domače, ene par zelo zagrizenih, zelo socialistično opranih mulcev, ne, oziroma pač mladincev, in pa neka prastara garda nekih nostalgičnih jugokomunistov, recimo na čelu s Svetlano Makarovič in podobnimi. Ne. Ta kombinacija se mi zdi tudi precej zanimiva. Zdaj, ko sva pri biznisu, ne, je meni naravni lok na Karla Erjavca. Mislim, da to, kar sva opisala, na eni strani recimo se desnici more par stvari optimalno iziti za sestavo vlade. SDS mora biti bliže kot kadarkoli 30 mandatom, NSI in Logar imata še nalogo, da bistveno odskočita od tega, kar trenutno kažejo meritve. Ne? Na drugi strani recimo se levemu bloku krha ta element Levice, o katerem sva ravno kar govorila. Mislim, da je več akterjev kot kadarkoli do zdaj zavohalo, da je lahko po volitvah viseči parlament. Torej, da manjka par glasov na levo, par glasov na desno. To je idealno za biznis. Včeraj sem govoril z nekom precej pomembnim v paradržavnem sistemu, poslovnem, ne, ki je rekel, če pride do teh razmer in kdor da teh par glasov za sestavo ene ali druge vlade, mu za prihodnost v finančnem smislu ne bo treba skrbeti. Tule imate en obraz, ki meri na to. Zraven bi omenil še Zmaga Jelinčiča, ki mu je
ta status v preteklosti že uspelo si zagotoviti. Celo Tudi obstaja- Karlo si ga je seveda veliko večkrat. Ne? Celo obstaja, se mi zdi, rek, ne, da je vlada deluje po ceniku Zmaga Tako, Jelinčiča. ne? Ali po ceniku Karla Erjavca, tretji, ki dejansko po mojem meri na to vlogo, ne, in bi mu laskala, pa je po mojem Stevanović z resni.ca, ki mu tudi ankete občasno namerijo zelo lepe rezultate, pa to res Facebook stranka, ki ima potem problem pretvarjanja lajkov, všečkov v volilne glasove v nedeljo, ampak mislim, da je pač na zaupanje Karla Erjavca in Dejana Kaloha po novem potrebno gledati skozi prizmo, kdor bo odločil, bo obogatel. Ne? Zdaj, jaz sicer nisem prepričan, če bo kateremu koli od njiju, recimo, pač njuni skupni listi, no, uspelo preseči prag parlamenta. Mislim, da je sicer hipotetično možno, čeprav sam mislim, da brand Karla Erjavca ta trenutek ni več toliko vreden, kot je bil še recimo 10 let nazaj, ko je pač vodil Desus, ko je vendarle tudi pač Desus imel nek brand. Ne? Zdaj, ironično se mi zdi, da je šel premenovati stranko v Karel Erjavec, pomišljaj zaupanje. To se mi zdi še huje, kot recimo to je tisto stranka Mira Cerarja na steroidih, bi bilo to v smislu nekega ega, nekega politika. Še bolj bizarno mi je pa slalomiranje Dejana Kaloha. Ker to, jaz si težko predstavljam, recimo, kdo bi še volil recimo Dejana Kaloha iz katerega koli razloga, razen če ima kakšno neposredno korist, ker če gledamo, Dejan Kaloh je bil vodja odbora SDS v Mariboru, torej SDS kot neka centralna vodilna desna stranka. Mislim, da je celo veljal Kaloh takrat za bolj zmernega v SDS-u. Potem temu primerno, z odhodom Anžeta Logarja sledi Anžetu Logarju v Demokrate. Zdaj, tukaj gre še konkretno v Mariboru za sam lokalni spor, ker dolgo leta, ko je bil Franc Kangler župan in še potem najprej iz ljudske stranke, potem je ustanovil novo ljudsko stranko, so bili SDS in Kanglerjeva lista izrazito na nasprotnih bregovih skregani. In Kaloh kot osrednji akter torej tega, na eni strani, potem se nenadoma Franc Kangler pridruži SDS-u in postane Kalohov šef, kar verjamem, da ga je zelo razjezilo in po svoje logično, da se je potem odpravil ven iz stranke. Ampak kako zdaj to gre? Najprej k demokratom, zmerni sredinski stranki, rahlo liberalni, potem pa, ko ne dobi podpredsedniškega mesta, užalje, mislim, še nekaj dni prej že skoraj osladno hvali, kako je Anže Logar izjemen, potem pa v nekaj dneh preobrat, tik pred kongresom, ne vstopi v stranko demokratov, kasneje najavi stranko suverenistov, ki jo je celo nekaj časa gradil skupaj z Alenom Komanom, to vemo, da je pa katoliški radikalec. Nekateri mu pravijo Taliban. Katoliški taliban bi lahko rekel, oziroma hud radikalec. Se pravi, res, bom rekel, to je daleč bolj skrajno desno od SDS-a. In zdaj, ko je očitno ugotovo, da pač s to svojo stranko suverenih ne nagovarja dovolj velikega števila, da bi lahko od tega resno živel, sodelovanje s Karlom Erjavcem, ki je na zadnje volitve, na katere se je podal, najavil, to je zdaj levi blok Zoranom Jankovićem. Mislim, pač Mariborčan, ki je šel z tistim, ki je gradil levi blok Zoranom Jankovićem. To se mi zdi pa tak salto mortale, da sem še jaz dvakrat pogledal, a je to res sploh možno. Ja, to, kar opisuješ, bi jaz navezal z najno naslednjo temo. To je približno tako neužitno, kot je tudi ekonomska politika aktualne vlade Roberta Goloba, o čem govorim, pa potem pogledava klip Mateja Lahovnika, ampak stanje v državni blagajni. Po eni strani z sprejetimi proračuni za naslednji 2 leti napovedano rekordno trošenje, po drugi strani novice tako Mednarodnega denarnega sklada kot Evropske komisije bistveno poslabšanje napovedi glede aktivnosti slovenskega gospodarstva in potem, to, kar imamo pa ves čas težave, nadpovprečna inflacija, se pravi drago življenje oziroma zelo plastično povedano to, kar bova zdaj slišala. Življenjski standard to zelo slabo vpliva, predvsem zato, ker imamo ob tako rekordno nizki stopnji gospodarske rasti hkrati tudi relativno visoko inflacijo. Da je inflacija pri nas doma višja kot v evrskem območju, je zaskrbljujoče, predvsem zato, ker pomeni, da imajo podjetja doma višje stroške kot pa njihovi konkurenti v tujini, hkrati pa ljudje občutijo, da
poleg uradne inflacije, ki je za letos napovedana sicer na 2,5%, se pa najbolj dražijo ravno nujne življenjske potrebščine. Jaz bi dodal samo, da je to nemogoč miks oziroma nemogoča kombinacija. Rekordna poraba gre iz slabih 16 milijard letos na 17,6 naslednje leto, v 2027 celo prvič prebije 18 milijard evrov. Hkrati imamo iz 2% na 1% napoved iz Bruslja, iz Mednarodnega denarnega sklada celo na 0,8. Za ilustracijo, Hrvati imajo napovedano 3-krat višjo gospodarsko rast od Slovenije, imamo pa to nadpoprečno inflacijo, o kateri je govoril profesor, kar pomeni, da je življenje za ljudi in poslovanje za podjetja dražje kot je drugje. Naj dodam zelo na kratko še obremenitev božičnice, ki si jo je ta država umislila tik pred iztekom leta. Avanturistična napoved zadolževanja na Kitajskem, ki samo kaže, da smo zdaj pripravljeni vzeti kjerkoli, samo da gremo proti 20 milijardam. Ne? In posledično, to je mogoče zanimiva, malo prezrta tema tega tedna, ekonomska podrejenost v vedno večji meri. Poglej novico, da hrvaška država namerava kupiti Ljubljansko borzo, pa bo vse jasno. Mislim, ja, tukaj, zdaj, to je posledica, bom rekel, nekega dolgoročnega, zgrešene ekonomske politike, kjer pač nijamo nekih, recimo, resnih skladov, ki bi kupovali podjetja na Hrvaškem, namesto da hrvaški pokojninski skladi kupujejo podjetja v Sloveniji. Za 1 milijardo se je od lani do letos predvidena poraba v proračunu za 2026. Se pravi, vlada za 2 leti naprej naredi, lansko leto, ko so naredili za 2026 proračun, je bil 1 milijardo manjši. Že samo to mislim, da bi mogli zvoniti vsi alarmi. Opozoril bi na 13 milijard v času COVID-a, pa je to samo 4 leta nazaj. Se pravi, v času COVID-a, ko smo z helikopterjem delili denar. Ja. In pa, ja, že omenjeno, nismo sicer še v zares stagflaciji, ker stagflacija bi pomenila še gospodarsko nazadovanje. Ampak zelo blizu. Smo še na tistih 0,8 rasti, ampak vsaka najmanjši pretres nas lahko vrže. Kar je najhujše pri tem, v teh 0,8 recimo, gospodarske rasti, je to praktično samo še zasebna potrošnja, gospodinstva. Če še te ne bi trošili. In praktično se mi zdi ironično, kako malo pozornosti pravzaprav je ta teden požel sprejem proračuna, ki je en ključnih dokumentov za delovanje države. Zato pa mi dva dava dodatno težo temu in tokrat za naše podpornike in naročnike ta sobotni Safari Special z predsednikom fiskalnega sveta. Tako, ja. Bomo pokomentirali vse alarme, ki jih Davorin Kračun pride in na zanima.me že jutri zjutraj. Zdaj smo pa pri eni temi, o kateri v bistvu danes lahko še zadnjič govoriva. Potem jutri je volilni molk in v nedeljo odločanje. Mogoče bi najprej pogledala za uokvirjenje te teme, ki gre zdaj v finiš kampanje, to izjavo, ki jo je včeraj dal Robert Golob. Moj tata je pri 70-ih dobil terminalno bolezen, to je raka na trebušni slinavki. Način, kako je v zadnjih tednih umiral, ni bil pa niti malo dostojanstven. Bolečine so bile neznosne, zato je bil več tednov ves čas pod mamili. In zato pozivam vse, podprite ta zakon, zato da se vsak od nas lahko sam odloči. Ja, sam se bo vsak odločil, pri čemer je za Roberta Goloba, kot smo slišali ta teden v parlamentu, da je smola, če imajo ljudje še žive, a ne pokretne starše, za katere morajo skrbeti. Tukaj mislim, da je podzavest malo prišla na plan, ob sicer to pa moram reči izjemno zloščeni PR-ovski govorici. Jaz posebej poudarjam v naslednjih minutah, ko se lotevava evtanazije, pomoči pri končanju življenja, asistiranem samomoru, kakorkoli, bom res danes komentiral izključno komunikacijski vidik, ne same vsebine zakona. Zdaj, ne glede na to, kar si kdo misli o sami vsebini in posameznih členih, predsednik vlade komunikacijsko, glede na to, da je koalicija predlagatelj te zakonodaje, počne točno tisto, po mojem, kar mora početi. Pristop je preizkusil pred kratkim v Novem mestu, ustvaruje vtis tudi čustva, igral je na čustva, vtis odločnosti, takojšnjega ukrepanja in zdaj formulo ponavlja, tokrat pa seveda njegov nastop meri na drugačen čustveni odziv in to je pozitivna komunikacija, polna osebe ranljivosti, tresoč glas, ko govorijo seveda tragični osebni izkušnji, sočutje. Posnetek iz enega od predvolilnih soočenj, 2022, mislim, da za Ptuj Info, bilo je lokalno soočenje,
Nam sicer seveda lahko postavi vprašanje, kako pristen ali pa iskren je Robert Golob v tem, ker je pri dvigovanju loparčkov rdeča zelena barva na vprašanje, ali zagovarja evtanazijo, dvignil rdeče, torej da je proti evtanaziji. Danes bi najbrž rekel, da ta zakon itak ni evtanazija, ne? Ampak je samo asistenca. Pa vendarle, ne? Kakorkoli pristen ali ne, za veliko večino, ki zelo površno spremlja dnevno dogajanje, morda celo dan, dva pred odločanjem še spremeni svoje mnenje, je to učinkovita komunikacija. Na drugi strani pa si drznem reči, da vendarle malo preveč napadalna, obtožujoča, z izrazi kot so kultura smrti, samomor, umor, zastrupitev in podobno. Jaz mislim, da smo v zelo nevarni situaciji, ne? Ko zagovorniki, ne, mislim, da tukaj sem pogledal ta teden kar precej različnih soočenj, ker sem pripravljal določene članke na to temo in mislim, da so se nasprotniki zakona znašali v težavah, ker sami niso pripravljeni tako brezsramno lagati, zavajati in manipulirati, kot so to počele recimo Urška Klakočar Zupančič kot najbolj očitna, recimo takoj za njo Mojca Šetinc Pašek, ne, kjer je šlo res za izigravanje čustev, ne, Urška Klakočar Zupančič še svojim dramatičnim glasom, ob tem za napade na, bom rekel, nasprotnike čisto na drugih stvareh. Ne. Mislim, da je zdaj dobra priložnost, ker že opisuješ, da pogledava točno ta klip, o katerem govoriš. Mislim, da se bo slišal tako Monike Gregorčič SDS kot Mojce Pašek Šetinc SD, pa potem še nekaj malega tega dramatičnega glasu Urške Klakočar Zupančič. Med drugim nam očitate gojenje kulture smrti, zastrašujete z zlorabami, zastrašujete z zastrupljanjem ljudi, kot prisilami pacientov, kot da bomo mi zdaj hodili po bolnišnicah in od bolnikov, ki so terminalno bolni, terjali usmrtite se, vam bomo dali napitek, usmrtite se. To ne drži. Vse, kar govorite, je neresnica, zavajanje in laž. Samo opozorila bi, da se z sprejemom tega zakona oziroma potrditvijo na referendumu se bo povečal pritisk, latentni pritisk na starostnike in druge onemogle, da ne bodo breme v službi podzavestno. Jaz se sprašujem resnično, kdo bo pritiskal? Kdo bo pritiskal? Prosim, odgovorite mi, kdo so tisti zavržneži, ki bodo pritiskali? Zdaj jaz bi tle opozoril na dva vidika. Možen je seveda ta, ki si ga ti opisoval, ne? Videti nastop recimo Pašek Šetinc in Klakočarjeve na ta način. Po drugi strani pa ta negativna komunikacija, o kateri sem jaz prej govoril, da je tudi po mojem mnenju prelahek way out, torej izhod obema, ne? Torej recimo Svobodi in SD-ju, da v tem soočenju izpadejo kot nekdo, ki na polico daje nekaj novega, izjemno dobronamernega, torej neko novo storitev zdravstveno in je pri tem žrtev bullyinga z nasprotne strani. Ja, pri čemer je ironično, ne? Zdaj, če smo dobro poslušali ta izsek, ne? Kaj je opozorila Monika Gregorčič? Monika Gregorčič je opozorila, da ko damo asistiran samomor ali pa evtanazijo na polico, ne da zdaj ga usiljujemo ljudem, ampak ko je na razpolago, je to podzavesten, latenten pritisk na ljudi, da se odločijo, češ, razmisli, ne, ker imaš to na razpolago, razmisli, ali nisi morda odveč. In to je pritisk, ki se dogaja v državah, kjer je to sprejeto. Ampak kako sta to gospe okoli Monike Gregorčič komunicirali, ne? Češ, kdo so ti zavržneži, ki bodo hodili in pritiskali, ali pa celo Monika Šetinc Pašek nam slika, torej, češ, da Monika Gregorčič zagovarja, ne, to je slamnati mož, klasičen slamnati mož, ne, da Monika Gregorčič zagovarja to, da bodo zdravniki zdaj s trupom hodili, pa kar v žile brizgali vsakmu posebej. Ja, ampak tu je ta spretnost, o kateri jaz govorim, ne? Ker racionalnega odgovora na nek argument ni bilo, ne? Sta se oprijele look and feel, se reče v angleščini, torej nekega čustva, ki je spremljalo to kampanjo na desni konzervativni strani in to je bilo obtoževanje kulture smrti, ne? In sta samo povlekli to iz predala in rekli, no, se vi nas pa itak že 2 meseca blatite in smo vaše žrtve, ne? Prelahko je to v resnici, ne? V resnici ima nasprotniki tukaj bistveno težjo nalogo, ker je bistveno lažje čustveno zmanipulirati ljudi, ki razmišljajo, ki ne trpijo, in jih je strah morebitnega trpljenja, kaj pa bo takrat? Glej, neka moja teza,
da bi bil konzervativni del slovenske politike bistveno uspešnejši, če bi se tudi, ker to je želela levica doseči, se tule predstaviti kot ekskluzivni zagovornik hudobovnih in trpečih, pa ne z vidika podaljševanja tega trpljenja, ampak bi desnica morala se predstaviti kot zagovornik teh istih skozi skrb za razmere, v katerih trpi bolnik v slovenskem zdravstvu leta 25, ob izrazito slabem sistemu paliative. In ta del je sicer bil slišan, tudi na najnem bova še zavrtela soočenju med dvema zdravnikoma, ampak premalo. Zato je bilo pa preveč te reaktivne drže do predlagateljev, kjer so v bistvu predlagatelji potem govorili o svojem zloščenem in bleščečem produktu na polici, medtem ko opozicija ni govorila o sebi in o svojih zloščenih argumentih, ampak je govorila o njih, o levem polu. Jaz bi tle opozoril res na to, da se mi zdi res ključno, zavedanje paliative, ki je bo manj, oziroma ki je ne bo toliko več v razvoju, kot če bi bila. Zdaj, te strahovi, ki pa so pa zelo resnični, ampak jih je zelo težko ljudem predstaviti, kaj dejansko pomeni tak zakon, ki se v resnici na prvi pogled tiče majhne skupine ljudi, o čemer pravzaprav ljudje ne razmišljajo o smrti, ne razmišljamo veliko, jo odrivamo na rob in se jo nekako bojimo. In to je pravzaprav odgovor, ki jo ponujajo predlagatelji za te strahove, bo pa, se bojim, slovenska družba, če bi bil zakon sprejet, izrazito distopičen. Še en kamenček bi dodal, zakaj mislim, da je šla recimo konkretno SDS v tej komunikaciji morda z določenimi slogani, retoričnimi figurami malo predaleč, namreč prepričan sem, da nekega trajnega političnega kapitala ta nedeljska odločitev do marca 2026 ne nosi nikomur. Bova malo kasneje, ko bova vrtela še izjavo od Janje Božič Čmarolt iz Mediane, videla, da to vprašanje namreč ni toliko desno in levo, kot so ponavadi na referendumih, kot je vprašanje osebnega prepričanja in duha časa, in to je morda celo moje bistvo, ko sem prej govoril o pozitivni komunikaciji, žal, bilo to všeč komu ali ne, duh časa, ta slonokoščeni privzdignjeni stolp, je ugodje Instagrama. Ljudje torej ne marajo mračnjaških stvari. Govorim pa seveda o ljudeh, ki niso strogo profilirani, ne na eno, ne na drugo politično stran, ampak so tisti, ki iščejo neko sidro in se morda še danes jutri premislijo, preden v nedeljo nekaj obkrožijo. In te je treba, po mojem osebnem prepričanju, gnesti na drugačen način. Se strinjam, je pa tragično, če smo prišli res do družbe, v kateri se zgolj še po nekem ugodju ljudje odločajo. Mislim, da niti ni dvoma o tem. Jaz imam še malo upanja, da mogoče ta družba ni taka. Morda pogleda naslednji klip. Je kakšna izkušnja, ali čisto vaša zasebna, morda pa seveda karierna, ki je spremenila vaš intimni pogled na smrt? Nek moj svojec, ki je čakal 4 ali 5 let na operacijo kolka in je imel strahovite bolečine in je naredil samomor, preden je dočakal operacijo. A ne, mogoče vaš prijatelj ne bi rabo narediti samomora, če bi mu zamenjali kolk v 3 tednih. Meni se zdi nedopustno. To se mi zdi zmagovito. Če bi prevagal v tej kampanji racionalni vidik stanje slovenskega zdravstva, nepripravljenost tudi večine zdravnikov, kar je dejstvo, da bi to izvajali v praksi, še Keber je priznal, da 70% slovenskih zdravnikov tega ne želi, 30 morda. 90 verjetno, da ne. 30 je rekel morda, ampak tudi 70-30 je good enough. Sploh ni treba, da je 90. In bistveno večji učinek, to tukaj vidim pa še največjo ironijo, bi po mojem nasprotniki dosegli, če bi zavrteli, če bi 50krat zavrteli izjavo Erika Breclja, ki je celo vladni obraz zdravstvene reforme, ko je rekel, da tega ne namerava početi. Ja, še posebej pa ob dejstvu, da dejansko je pač to, dejansko bo ta edini way out za vse te hudobovne, ki ne bodo imeli druge opcije, kot je v bistvu priznal Dušan Keber, češ 4 leta čakal, pa je naredil samomor. Zdaj, namesto, da bi ljudem ponudili rešitev za njihovo primarno težavo, da jim zamenjamo kolk, če ga boli, pač mu ponujemo asistiran samomor, kar mi je pa res, kar sem se pa zgrozil, ko sem ta teden se pogovarjal pa z mamo od enega torej autističnega fanta, ki je rekla, da pa dejansko, to pa ni več, mislim, mogoče se sliši, ja, SDS straši, ampak meni je bilo pa strašljivo slišati, ko je ona pa sama povedala, pa ni ne desna, ne leva, da se dejansko že dogajajo razni, bom rekel, seznami po CSD-jih. Za začetek je sicer šlo bolj za ukinjanje osebne asistence in tako dalje, ampak bom rekel tako, te seznami so lahko kdaj kasneje uporabljeni tudi
za kaj drugega. Ne? In dejansko pač ta ista gospa mi je povedala, da ima teto v Kanadi, ne? Ki je dejansko se začela bati hoditi k zdravniku, ker so ji vsakič znova ponujali evtanazijo, ko je imela raka, ne? 12 let je prebolevala raka, po nekaj letih je nehala hoditi k zdravniku, oziroma je samo še izjemoma hodila, ko je hčerka dobesedno prsila in zraven šla z njo, da je vedno preverila, da ne bodo ji vsilili po nesreč kakšne evtanazije. To je tista distopična družba, v katero nas morda z dobrimi nameni, ne, pa vendar peljejo predlagatelji zakona in to je tisto, kar mene skrbi, ne, da nas morda, bom rekel, je pot v peko tlakovana s morda dobrimi nameni, morda pa tudi pri vseh niti ne. Dve medijski, kako bi temu rekel, dva medijska highlighta bi izpostavil še ob koncu te teme. Planet TV je ubral en zanimiv pristop, za moje pojme povsem nesprejemljiv, namreč kaj so naredili. Izjave dveh akterjev iz resničnostnega šova, Ljubezen oziroma Poroka na prvi pogled, ki sta bili celo dve najbolj kontroverzni figuri v tem šovu, ker je ena varala, medtem ko se je ravno kar na prvi pogled poročila, ne, in druga kot izrazito osebno vzkipljiva, ne, iztrgali so njuni izjavi oziroma jo prosili za izjavi, obe sta bili seveda proti. Spet, zakaj to omenjam? Ker je to del tega istega problema. Namesto informirane odločitve, o kateri sicer marsikdo veliko govori, ne, in namesto najbolj zdravorazumskih, elementarnih argumentov, da tega slovensko zdravstvo 2025 ne zdrži in da tudi storitve vse ostale, ki pridejo na vrsto pred smrtjo, ne štimajo, ne, smo videli nerelevantno demagoško pranje možganov iz strani ljudi, ki absolutno niso kvalificirani za mnenje o tem. Ne. Druga stvar, ki bi jo morda samo navrgel, pa naj si gre to kdo sam seveda kasneje pogledati na družbena omrežja, Gibanje Svoboda mladi, verjamem, da številni že poznajo figuro, moška kravata, moška obleka, moška ura in Nika Podakar v njih. Ne. Jaz si nisem mislil, da se bo zgodilo tako kmalu, da izrečem eno zadržano pohvalo, pustimo spet vsebino, samo na formo. Ne? Na eni strani torej smrt zastrupitve, na drugi členi zakonov in precej umirjena komunikacija, ki ni zasmahovala nikogar. Precej umirjena komunikacija, ki pa je v marsičem zavajajoča in celo mislim, da je za marsikoga bistven ton in vračam se na Instagram. In tudi to je dejansko bilo objavljeno na Instagramu. Spretno je verjetno kampanja pač bila bistveno bolj manipulativna, čustveno manipulativna in zavajajoča na strani za, absolutno. Ampak zdaj, kaj so pa argumenti, pa marsikdo se bojim, da dejansko ni uspel slišati, ker v vsem tem množici čustvenega zavajanja niso uspeli slišati. Mislim, da je ključno, da se pove, da prvič, ko se enkrat sprosti, možnost, da ni več življenje absolutno cenjeno, je to spolska strmina. Zelo dobra poanta, preden še nekaj o projekciji rezultatov slišiva v glavnem. Jaz sem prepričan, da na strani za zelo veliko njih ne bodo vedeli, zakaj točno gredo obkrožiti za, na strani proti pa tudi kdo ne. Ja, mislim, če bi poslušal Urško Klakočar Zupančič, zato ker si proti rimsko-katoliški cerkvi. Hočem reči, se mi zdi, da je ključno, ne, če potegneva ven o vsem tem šumu, ne, ključni razlogi, ne, ko enkrat ti odpreš vrata, da življenje ni več absolutno, potem ni več absolutno. Potem je samo še vprašanje, kako zelo sprostimo te varovalke, ne, in kup teh varovalk, ker je zadeva podeljena kot pravica, se bo itak sprostilo avtomatsko prek sodišč, ker je zakon napisan tako, da je verjetno protiustaven. Poglejva še tisto, ki najraje meri, kako gre, kakšni ideji v naši družbi, kaj pravi ona. Ne? Sem zaključen še tole, no, se mi zdi, da lahko ljudje zadnji dan kampanje, ki še se razpravljamo, da izluščimo mogoče te stvari. Ne? Druga stvar, paliativa, ne, je pozorila v najnem soočenju zdravnica Gaja Maja Klarendič, ne, da enostavno, če bi želeli res razvijati paliativo, bi jo dali v isti zakon oziroma bi bila enako dostopna. Ta trenutek smo mi edino stvar, ki smo jo res naredili dostopno, je pomoč pri samomoru, vse ostalo se bojo čakalne vrste samo še podaljševali. Ne? Če za primerjavo 3 dni do psihiatra, pri eutanaziji oziroma asistiranem samomoru, 78 dni do psihiatra, če želiš, da ti pomaga. To se mi zdi, da se ljudje bi mogli zavedati. Ne? In zdi se tudi meni, Peter, samo od tistih, ki bi jim to prvi morali povedati, so tega najmanj slišali. Zatem pa stojim. Tako, ne? To, evo, da pogledati še Mediano. Ne?
in 9 od 10 podpornikov Gibanja Svoboda je za, 8 od 10 podpornikov Levice in 7 od 10 podpornikov Resnice, so jo prej že omenili. Skratka, ti nadpovprečno odstopajo navzgor, pri čemer je tudi med SDS-ovimi volivci 30% jih za in med NSI-jevi dobrih 40% za. Zanimivo, a ne? Ljudje nekoliko ne poslušajo tukaj strank, poslušajo svojo vest, ne? Zna biti, da je res tako. Tu bom pa za sklep te teme sploh zelo kratek. Mislim, da imamo zgodovinsko politično delitev v Sloveniji 55-45 za levi pol. Točno tak je bil rezultat lani posvetovalnega referenduma. Mislim, da je skozi neke meritve, tudi meritev Mediane, ta stvar zdaj menda skozi kampanjo prišla na 60-40. Mislim pa, da seveda odločajo tisti, ki bodo šli ali ne bodo šli v nedeljo voliti. Tule pripisujem večjo motivacijo seveda konzervativnemu desnemu polu. Zato bi rekel tako. Slišim tudi, da načrtuje SDS obsežno aktivacijo terena prav na samo nedeljo. Mislim, da so nekaj podobnega naredili tudi preko kanalov Janeza Janše že ob tistem referendumu o umetniških dodatkih. Rezultat bo tesen in to je največ, kar si upam pravzaprav napovedati, in da bo rezultat veljaven. Torej, dovolj jih bo na volišču in rezultat bo tesen, tesnejši, kot se morda zdi po teh anketah. Mislim, zdaj, napovedati, kakšen bo rezultat, je težko ta trenutek. Mislim, da je sploh po fiasku prejšnjega referenduma bo pa po mojem aktivacija na strani vlade bistveno večja, tudi kažejo, da jo želijo, trudijo se za njo. Opazovala bova, kje bo tokrat Robert Golob, takrat je bil na Oblejskem jezeru. Ker si ne želijo še enega fiaska in so pač pri pokojninah ugotovili, da pozivanje, računanje, da kvorum ne bo dosežen, pač je jalovo v tem primeru in bodo grejo z vsemi kanoni. Ne samo to, se celo v bistvu se spravljajo na kampanjo proti, blokirajo njihove račune, ne dovolijo radijskih oglasov in tako da tukaj je igra pravzaprav zelo umazana. Me pa šokira, mogoče samo še ena stvar, in sicer stranka Resnica, ki v bistvu opozarja pred tem, da je strašno proti obveznemu cepljenju. Torej, ko dobiš ti proti telesa v žilo, strup v žilo, pa očitno ni težav. Ja, zanimivo. Ta ironija mi je pa ni ušla, ker sem tole ali pa da nas nekdo skrivaj zastruplja, da so blizu tem teorijam iz zraka, ampak tokrat pa ni problema. To je zelo ironično, zelo ironično. Ko sva pri vsej tej smrti, kar je tudi tema referenduma, seveda greva na Šutarjev zakon, še vedno zelo pomembna tema, ki razgreva politični prostor v Sloveniji, pa vendar gre v fazo izvedbe. Zakon je bil potrjen, zapisali smo na zanima.me, da z nenavadno večino in tu se velja strinjati, ker na koncu je Robi dobil Janezove glasove za od SDS-a, ni pa dobil recimo, pa se z njim v predsedniški palači niti ne pogleda, ni pa dobil od svojega priljubljenega Lukija niti enega glasu za ta zakon, govorimo o Mescu in o Levici. Torej, da povzamem, za so bili Svoboda, SD, SDS, NSI, Levica je obstruirala, v bistvu se vzdržala in proti Kordiš z tremi demokrati, dejansko zanimive neke koalicije. Zdaj, če povzameva, župani, kolikor sem spremljal odmeve, potem so nekako zadovoljni z rahlim premikom v pravo smer, tako je nekako rekel tudi novomeški župan Macedoniji. Jaz osebno pa sem prepričan, da bo ključno tukaj izvajanje. In upam napovedati že danes, da izvajanja ne bo po zelo elementarni logiki. Če se bistveno bolj mila zakonodaja ni izvajala v polnem obsegu, zakaj bi se 5-krat bolj represivna izvajala v celoti? Ne vidim, da bi se. Če pa povzamem še vsebino, tehtanje nezakonitih dokazov je letelo iz končne verzije, časovna omejitev zakona na 2 ali 3 leta je letela ven, je zdaj trajen zakon. Kar pa me je osebno razočaralo, je pa, da je možna denarna socialna pomoč tudi ob povratništvu, čeprav je to vehementno Golob napovedoval kot enega ključnih ukrepov na tem socialnem področju. Ja, jaz mislim, tukaj zdaj da je, sem že prej imam več omenil, tako da ne bom tukaj preveč dodajal, ampak se mi zdi, da po eni strani smo na nekem spolskem terenu zelo
hitro sprejet zakon, brez nekih resnih analiz. Ne. Tukaj to meni skrbi, ne. Recimo, da zakonodajno-pravna služba praktično ni imela časa tega zakona pogledati, tako na vrat na nos ga sprejemamo, ne, kot da pač ne bi bila, mislim, kot da bo res naredili razliko, no, kot da bo res naredili razliko par tednov, če bi bil ta zakon sprejet po normalnih postopkih ali pa pač po tem zelo hitrem postopku. Razumem, zakaj župani želijo, da se pooblastila dvignejo. Jaz mislim, da vsaj na začetku kakšna proforma aretacija, kakšna proforma ukrep bo. Ne, na dolgi rok me pa bolj skrbi, da se bodo te določbe uporabljale v kakšnem drugem primeru, pa bom rekel #Hojsova garaža. Ne. Ja, rekel bom, da slišim, da je pač ta projekt Šutarjevega zakona členov, ki so potem recimo tudi usporedno sprejemanega zakona o Sovi, ne, IMSI catcheri, sledenje kriptiranim pogovorom in podobno, so bili deloma tudi projekt Damirja Črnčeca v ozadju in to so te stvari, o katerih govoriš. In to je tisto, kar pa mene tukaj skrbi in v tem smislu pač se bojim, da velja v politiki nikoli ne zapravi dobre krize, ne, in to je vrhunska kriza, ki v resnici potrebuje naslavljanje in tukaj razumem bez županov ali pa razumem tudi željo županov po tej večji represiji, hkrati pa mislim, da bodo jih že napeljali čez vodo. Poglejva Anjo Bah Žibert in Lenarta Žavbija. Jaz sem govoril o tem, da ukrepov na sociali ni in to bo zdaj o tem. Tistega, kar je pompozno na začetku predsednik vlade v Novem mestu napovedal, ni ostalo praktično nič. Lahko rečem, da ta zakon ni več niti z od zakona. V bistvu nasprotno je. Vse rešitve, ki so bile v izvornem zakonu in vse rešitve, ki so bile napovedane, so v zakonu. So se mogoče kje dale kakšne dodatne varovalke, so se mogoče kje bolj precizno zapisale, ampak rešitve so bolj kot ne enake in cilji rešitev so bolj kot ne enaki. Najprej je predsednik vlade v Novem mestu jasno izrazil, da bojo poslej tudi socialni transferi podvrženi izvršbam. V tem zakonu sedaj tega ni več. Ja, izostali ukrepi na tem področju socialne politike, podobno kot je izostal odstop ministra za delo Luke Mesca, pač takrat, ne, po tragediji. Jaz mislim, da je ključno, po mojem, poslušati pravne strokovnjake, no, kaj so o tem zakonu povedali. Ustavna spornost zmanjšana po vašem mnenju? Glede na zadnje spremembe zelo zmanjšana, predvsem zato, ker se pri številnih ukrepih vključuje preiskovalni sodnik, zelo natančno je določeno, kdo določuje recimo varnostna tvegana območja, torej ogromno nekih novih varovalk je bilo dodanih, ki jih v prvotnem tekstu ni bilo, tako da mislim, da so tukaj tisti, ki so tekst pripravljali, naredili kar dobro nalogo. Ste še tako skeptični do tega zakona, vas še toliko stvari v njem moti? Po mojem vedenju je celotna pravna stroka nastopila proti temu zakonu. Mislim, da sta ga podprla en pravni strokovnjak iz pravne fakultete v Mariboru, en prvostopenjski sodnik in ena vrhovna sodnica. Ta zakon pa v ničemer ne izboljšuje statusa žrtev kaznivih dejanj, ni določenih noter sprememb zakona o kazenskem postopku ali pa kazenskega zakonika, ki bi izboljšali njihov položaj v konkretnih kazenskih postopkih, ker se v tem stroke sploh ni vprašalo. Zdaj, če je kdo sredi tedna slučajno pogledal obe oddaji, se pravi 24 ur zvečer pa Odmeve, je dobil vtis, da ne živimo v eni, ampak v dveh državah. Tako zelo različen komentar dveh pravnih strokovnjakov na tole, kakorkoli moj nek agregat in razmislek. Mislim, da se resno nakazuje ustavna presoja tega zakona. Jaz osebno sem bližje oceni, da je eden od bolj spornih po letu 91, kar pravi Blaž Kovačič Mlinar, tudi precej neuresničljiv v praksi, kogar pa bolj podrobno zanimajo dejansko, mislim, da je 5 alinej, pa naj pogleda mnenje dr. Anžeta Erbežnika na zanima.me kakšen dan nazaj. Ja, ko smo že pri ustavnem sodišču, se mi zdi ironično, da imamo tako varovalko v obliki ustavnega sodišča, da je ta teden moglo znova povedati o svoji odločbi, govori o tisti alkotestih, s kateri so posebej mogli poudariti, da njihova odločba ne razveljavlja alkotestov, da če danes napihate, še vedno tudi vam oduzamejo vozniško dovoljenje. Jaz bi rekel samo to, ravno to, da so sploh začutili potrebo, da se javno oglasijo in razložijo, je največje priznanje samo po sebi, kakšno škodo se zavedajo, da so s tem naredili kredibilnosti enega policijskega postopka, ki je normalno in gladko potekal 30 let. Ne?
To nimam kaj dodati. Ja. 30 let poteka plenjenje. Ne? Ja, in simbol ta teden tega plenjenja je imenovanje tete Tine Gaber, Nade Drobne Popovič na vrh Gen energije. Zelo koncizen sem, lahko pa kratek pri oceni tega. Odločitev je več kot očitno po družinski liniji. Drugo, kar je, kaže izjemen zakulisni vpliv Tine Gaber. Zakaj? V enem od poporočnih velikih ekskluzivnih intervjujev je Robert Golob rekel, da je iskal celo življenje osebo, ki res lahko zaupa čisto vse in da je to Tina Gaber. In očitno v tem zaupnem krogu ostaja tudi Gen energija kot vratar največjih Golobovih poslovnih skrivnosti in bremen iz poslovne preteklosti. Mislim, da je imela nova šefica Gen energije kaj opraviti tudi z odhodom, razlogi za odhod njenega predhodnika Dejana Paravana in dodal bi, da naj, kdor želi sam ustvariti mnenje, pogleda nekaj zapuščine iz časov na Petrolu, konkretno eno odškodninsko tožbo za posle v Zadru na Hrvaškem, mislim, da Rijeka ali Zadar, ne me držati za besedo, in moja informacija, da v tem mandatu postopki glede te odškodninske tožbe Petrola ne tečejo. Kako pa to? Ja, me bo zelo zabavalo, še eno informacijo sem dobil, ne vem, če je točna, ampak govori se, da naj bi Tina Gaber želela na listi Svobode kandidirati. In da se bo potegovala za okraj Urške Klakočar Zupančič. Zanimivo. To bo še tak zanimiv chick fight. Kolikor si zadev, si zdaj prodal eno večjih predvolilnih ekskluziv. Kolikor je ta informacija točna, upam, da je zaenkrat prišla iz dokaj kredibilnega vera. Glede na, bi rekel, na nek politični marketing, ki se ga gre Gibanje Svoboda, ni tako nelogična poteza. Zdaj še morda ščepet zunanje politike, preden potem napoveva Safari Special. Tisto, kar je res pomembno ta teden omeniti, je, da se spet nekaj dogaja proti tistemu dokončnemu dogovoru glede vojne v Ukrajini. Zdaj, ali nam je ta stvar, ki se kotali, tik pred zdi se zaključkom, pa je druga stvar, ali nam je to všeč ali ne. Slišati je, da ima Amerika pričakovanja do tega, čemur naj bi se Ukrajina vse odrekla, preden se sklene mir. Seveda lahko domnevava, da gre za posledico predhodnih pogovorov Trump-Putin. Rekel pa bi, da ukolikor gre samo za mišice pri tem končanju vojne, potem vidim dva problema. Problem Evropske unije in problem veljavnosti, koliko je sploh še vredno mednarodno pravo. Ja, zdaj, če gre pritrditi temu, oziroma če verjamemo tem informacijam, ki so šle v javnost, naj bi se Ukrajina odpovedala celotnemu Donbasu. Tukaj je predvsem spornih tistih 15-20% regije Donetsk, ki jih Ukrajina še nadzoruje. Zakaj gre? Gre za več mest, ki jih Rusija verjetno še naslednjih nekaj let ne bo mogla osvojiti, ali pa da jih bo osvajala morda več let. Za primerjavo, Bahmut z 79,000 prebivalci pred vojno so osvajali dolgo časa, več mesecev, skoraj 1 leto. Mislim, da je bilo nekih 60-70,000 žrtev priznanih. Pokrovsk je zdaj trenutno osvajajo že več kot 1 leto 60,000 prebivalcev, pomembno sicer strateško mesto, pa vendar še vedno ni v ruskih rokah, čeprav je zgolj nekaj kilometrov oddaljeno od Bahmuta. Potem naprej so pa mesta, kot je Kramatorsk, 150,000 prebivalcev pred vojno, Slavjansk, 105,000 prebivalcev pred vojno, Konstantinivka, 67,000 prebivalcev pred vojno. Tukaj govorimo o mestih primerljivih, večjih od Maribora, večjih skoraj Kopra, Celja in podobno. Ki bi jih Rusija, verjetno bi stale Rusijo 4,5 vojakov, če bi želela to osvojiti kot taka. Če ji bo Trump to dal za ston, pomeni to hud poraz za Ukrajino, hudo nevarnost, tudi splošno za to mednarodno pravo. Zdaj, ali bo pa res to, ali je to zgolj nek dogovor ali pa neka stvar, ki je všla nekim pogovorom, ali pa resno, pa ta trenutek težko rečem. Vidiš, prej sva govorila o komunikaciji in tu vidim podobno sporočilo. Na nek način se bo lahko na terenu zgodilo, da bo Rusiji v zameno za to, da stopi iz vojnega, kako naj temu rečem, vojnega načina, pripadlo več, kot si je realno sposobna priboriti na terenu, medtem ko bo na drugi strani, in zdaj smo pri komunikaciji, Trump rekel, vojno smo končali, kje je Nobelova nagrada za mir. Ja. Žal, v takšnem svetu živimo.
Pa zaključimo morda ne najbolj pozitivnih tonih, pa vendar. Najlepša hvala vsem, ki ste z nama iz tedna v teden. V veliko zadovoljstvo nam je spremljati tudi obisk posebnih sobotnih epizod Safari Special na zanima.me. Tudi jutri vas bo čakala, kot sva napovedala, tokrat podrobno o stanju javnih financ, o tem, kakšen življenjski standard si lahko ob takšnem ritmu obetamo v prihodnje z Davorinom Kračunom. Se vidimo torej jutri, sicer pa v naslednji redni epizodi, tako da do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.